Strokovna skupina za cepljenje pa je kot vsak teden tudi tokrat premlevala, kdo bi se ta teden lahko cepil s cepivom AstraZeneca. Kako se to odločijo? Jaz sumim, da gre z žrebanjem. Potem, ko je bilo sprva primerno za vse, ki so dosti stari, da vozijo avto, a premladi, da dobijo Pfizerja, so prejšnji teden njegovo uporabo omejili na starostno skupino 60 do 64 let. Torej na starost, pri kateri so ljudje včasih uživali v penziji, v prihodnosti pa bo to najbrž starost, pri kateri se odselijo od staršev. Razlog za njegovo zmanjšano uporabo so bila poročila o krvnih strdkih, za katere pa je Evropska agencija za zdravila ugotovila, da je njihov pojav manj verjeten, kot da vas zadane strela, a vseeno bolj verjeten, kot da boste letošnji 1. maj preživeli na morju. Ravno zato se na cepilnih mestih soočajo s povsem novimi težavami. Beležimo med 30 in 50 odstotnim upadom, torej ko zvedo tisti, ki so se prijavili na cepljenje, da so lahko cepljeni z cepivom AstraZeneca. Sprav, do cepljenja imajo ljudje enak odnos, kot smo ga na faksu imeli do upravljanja izpitov. Najprej se optimistično prijaviš na spomladanski rok, ko pa zveš, da boš dobil unga ta zajebanga, se podjaviš. V obeh primerih te je strah, ker veš, da boš mogel jesen še enkrat priti na izpit. Ker je zanimanje za cepivo AstraZeneca trenutno zelo podobno zanimanju za virtualni tečaj klekljanja, smo se ta teden razveselili novice, da v Sloveniji končno prihaja prvih 7000 enot cepiva Johnson & Johnson, pri katerem ni pričakovati nobenih zapletov. Čez lužo pa ameriške zdravstvene agencije pozivajo k ustavitvi cepljenja z novim cepivom Johnson & Johnson, potem ko so se v 6 primerih, gre za ženske stare od 18 do 48 let, razvili krvni strdki. Pred dobro uro in pol pa je distribucijo tega cepiva po Evropi zamaknila tudi Evropska agencija za zdravila. Johnson & Johnson, nič več solz, ali kako še? A res, samo zato, ker so Američani umaknili cepivo, ga bomo pa še mi. Pa nismo mi eni mehki Američani, eni softi. Mi smo Evropejci, mi smo žilavi ljudje, dajte no. Če imamo lahko kinder jajčka, ki je v Ameriki prepovedan. Dajte no nehat. Zakaj ne bi imeli še cepiva? Smo mi kopirati naroda, ki svojim državljanom dovoli samo dostop do stvari, ki so popolnoma varne. Dajte no nehat. V tem tednu v državi ni bila odpravljena le policijska ura, pač pa smo dobili tudi prost izstop iz države. Zdaj, ne zato, ker bi vlada končno spoznala, da smo že dosti zreli, da se lahko prosto igramo tudi z velikimi otroki, pač pa, ker je tako naložilo Ustavno sodišče. Dajmo pogledati, kaj so ugotovili. Ustavni sodniki so torej odločili, da so negativne posledice kršitev ustavnih pravic, kot so svoboda gibanja, svobodno zasebno in družinsko življenje in svobodna gospodarska pobuda, hujše od posledic, ki jih prost izhod iz države lahko pomeni zavarovanje javnega zdravja. Okej, to se pa sliši, kot da neodvisna sodna veja oblasti državljane zgledno ščiti pred nesorazmernim posegom države v ustavne pravice. Saj s tem ni imel noben težav, je tako? To pa je tako močno razburilo predlagatelja ukrepa, notranjega ministra Aleša Hojsa, da je ustavne sodnike označil za neodgovorne, nesposobneže. No in hkrati napovedal zaostritev pogojev za vstop v Slovenijo. Gospod Hojs je jezen kot ris. Kaj se pa to pravi, da si Ustavno sodišče drzne svoje delo upravljati neodvisno, namesto da bi nekritično priteljevalo vladi? Kaj bo naslednje? Neodvisni policaji? Tako sem jezen, da sem strgal scenarij. Jaz bi na njegovem mestu podal nepreklicen odstop. A ja, saj ga je že. Če tudi ima gospod Hojs s poskusom zapiranja državnih meja samo najboljše namene, pa je njegova jeza ob odločitvi sodišča vsaj malo ironična. Pomislite, izmed vseh ljudi nas skuša v državo zapreti lih tisti človek, ki jo je pred časom v družbi svoje mame želel zapustiti. Kdo bi to razumel? Čudna sopota Hojsa. In tukaj se končuje naše poročanje o najboljši pandemiji tega tisočletja. Zaenkrat. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.